Pozdravljeni, dragi otroci. Dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Ponovno sem prejela prijetno sporočilo Sofijine mamice z željo, da preberem čudovito pravljico. Le katero pravljico bi Sofija želela slišati? Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Deklica in mesto. Nedaleč od tod je v sivem mestu živela deklica. Siva je zelo dolgočasna barva. Morda je mesto zato tako dolgočasno, je razmišljala deklica. Morda se tudi metuljem, pticam in soncu zdi siva dolgočasna in zato nikoli ne pridejo v naše mesto. V tem mestu je vedno tako veliko ljudi, a so kljub temu vsi osamljeni, je razmišljala, ko je tavala po ulicah. Ko je prišla do konca svojih misli, ji je postalo jasno, da se je izgubila. Mesta že nekaj časa ni bilo več videti. Naenkrat se je znašla na robu velikanskega gozda. Med drevesi je zarenčal volk. Se ti ne zdim strašen? Jo je začudeno vprašal volk. Nisi strašnejši od mesta, v katerem živim, mu je odvrnila deklica. Moje mesto je temno, jaz pa imam rada barve, sonce, ptice in metulje. Zdi se, da so ljudje v mojem mestu pozabili na igro. Pridi in si odpoči, se je volku zasmilila. O, volk, zakaj je v gozdu tako lepo? Ga je navdušeno vprašala deklica. Narava je vir lepote in radosti. V njej se rojevajo vse barve in odtenki. Je domovanje ptic, metuljev, sonca in ta vir je povsod okoli nas, tudi v najmanjši vejici. Že vem, je vzkliknila deklica in stekla proti mestu, kolikor so je nesle noge. Nekaj let oziroma strani pozneje je mesto doživelo korenite spremembe. Samo poglejte, kako je deklici, ki je živela v sivem, temnem mestu, uspelo pričarati takšno mesto. Naravnost čudovita pravljica. Pravljica, ki seže v srce. Bravo, deklica, za vztrajne, pozitivne misli ter odlično rešitev, s pomočjo katere je mesto ponovno zaživelo. Seveda pa so zaživeli tudi ljudje, rastline, živali in tako s skupnimi močmi ustvarili čudovit svet. Sofija,
Najlepša hvala za idejo o izjemno poučni pravljici. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še eni podobni pravljici z naslovom Nevidni, v kateri boste prav tako spoznali deklico Izabelo, ki se je izgubljala in postajala iz dneva v dan bolj nevidna. A tudi ta deklica je razvila izjemno idejo, s pomočjo katere je ponovno zaživela. Prijeten pozdravček Sofiji, ter pa seveda vsem ostalim, ki spremljate pravljični svet v mojem knjižnem kotičku. Lepo se imejte in ostanite srčni. Čau, čau. Ja, kako malo je potrebno.